Torpeno. Spiritualnost, je tole zadnji trend ali rešitev za moderne zasvojenosti? Ker so te dni mnogi zasvojeni s hrano, socialnimi mediji in ne vem, s printanjem cool majic s smešnimi slogani, sem se v iskanju rešitve odločil obiskati Nataraja Yoga Studio, kjer bova z Natašo o spiritualnosti najprej razbila par mitov. Vemo, da lahko z meditacijo izbrišeš svojo zgodovino in dosežeš prisotnost v trenutnem momentu. Ali lahko na isti način izbrišeš zgodovino brskalnika? Ne. Pa moram še kar to nastavitve pa tako. Kaj je astralna projekcija? In kje dobim projektor, ki to omogoča? Na Mimovrste, na Big Bangu? Ali imate na voljo kakšno spiritualno seanso, kjer se vmes lahko pogovarjam z mojo babico? Ne, tega v mojem studiu ne boš našel. Okej, ker sem ji obljubil, da jo bom danes peljal v zdravniku, pa jih še nisem poklical. Preden začnem meditirati, komu moram žrtvovati kozo? Kakšnemu božanstvu, a kar budi? Tega mi ne počnemo. Okej. Kako mi lahko pomagate najti spiritualno žival? Ali lahko skupaj narediva plakate Izgubil se je spiritualen fifi? Ne, jaz tega ne bom počela. Okej, bom sam, poj. Ja, boljše. Jaz sem mislil, da ima vsak spiritualno žival. Naprimer, vegani imajo pa spiritualne banane, a ne? Ne. Ali ste kot lastnica yoga studia navajeni tudi na kakšna neumna vprašanja? Toliko neumnih še nisem imela. Okej. Da bi temi prišla do dna, mi je Nataša predstavila starodavno umetnost joge. To je poza otroka. Čudno, kakšni so bili otroka v tej pozi? To je bolj zaspal sem predškolko pozo. Imate v vašem klubu mogoče doživljenjsko članstvo? Ne, zato še noben je vprašal. Okej. Kaj pa se zgodi po smrti? Lej, ko boš odkril, se javi pa mi povej. Ne, mislim s članstvom. A se prekine ali? Glej, se bova privat dogovorila. Okej. Bi probal še malo zameditirati? Ja. Okej. Poskrb samo na zravnano hrbtenico. Okej, odložiš dlani ali v naročje ali na koleno, sejem gor dol, čisto sejem. Samo zapreš oči in se skoncentriraš na tretje oko, na sredino čela in samo opazuješ svoje misli, opazuješ svoje počutje, opazuješ svoj dih. In to sem tudi naredil. Delovalo pa je presenetljivo dobro. Počutil sem se namreč kot ogledalo, ki se prvič vidi v svojem lastnem odsevu. In je okej s tem, da se je malo zredilo. Kot kača, ujeta v neskončnem krogu življenja, ki sama sebi liže rit? Evo. Znebil sem se celo najstarejših zamer, ki sem jih imel. Zamer do svojih staršev. In brez kakršnega koli dvoma ali potrebe po potrditvi sem bil prepričan, da sem postal duhovno razsvetljen. Kaj, po tej meditaciji? Ne. To boš pa mogel vsak dan prakticirati, pa še to malo dvomam pri tebi, da ti bo ratalo. Okej. Imate vsaj kakšno trgovino s spominki ali pa kaj? Kakšno majico? Spiritualnost zgleda deluje, ampak ali sem se z njo znebil svojih zasvojenosti? Morda. Morda pa tudi ne. Okej, definitivno ne. Hvala lepa, Beno. Pa vesel sem, da si tako odpustil staršem. Boljš to, kot pa da plačeš za terapijo. Ja, saj sem tudi na terapijo sem mislil, da bi šla skupaj. Vidva kar pejta, mi pa gremo hitro naprej. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.